Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Soboški ekran, v kateri gostimo Brigito Perhavec, direktorico Zavoda za kulturo, turizem in šport v Murski Soboti. Lepo pozdravljeni. Dober dan. No, pa za začetek povejmo, koliko se čuti vpliv epidemije koronavirusa pri sami organizaciji dogodkov. Ja, predvsem to se čuti, da so ljudje zelo željni dogodkov. Po vsem tem času, ko smo bili zaprti v domove, si ljudje zelo želijo ven na dogodke in zato je tudi obisk temu primeren. Kako je z izvajalci, pa kako se odziva občinstvo? Ja, izvajalci so seveda prav tako presrečni, ker prihajajo zdaj spet na oder. Po dolgem času marsikdo mi je rekel, da po enem letu prvič stopa na oder, skratka, presrečni so, občinstvo pa, kot že rečeno, prihaja na vsak dogodek, vedno je polno obiskovalcev. Čeprav smo včasih mislili, da je kak dogodek tak, da morda ne bo veliko gledalcev, ampak smo bili vedno presenečeni, ker je bilo prizorišče polno. Ste pa morali pri vas zaradi vseh teh navodil in dodatnih ukrepov biti pozorni pri organizaciji tudi glede zdravstvenega vidika? Ja, to je pa kar precejšen zalogaj bil. Namreč vsi ukrepi oziroma navodila so se nekako spreminjala. Enkrat smo se pripravili tako, potem so se spet navodila spremenila. Zdaj je nekako se ustalilo to. Je pa res, da so zato višji stroški prireditev, organizacije prireditve, ker je treba zagotoviti varnostno službo, potem zagotoviti vsa razkužila, navodila, omejiti prostor. Obiskovalci so bili nekoliko nejevoljni na Soboških dnevih, na teh koncertih na Slovenski ulici, kajti morali smo omejiti prireditveni prostor, v katerega smo namestili stole na primerni razdalji, kakor je bilo pač zahtevano, in pa v ta prostor so lahko vstopali samo obiskovalci, kakor jim pravimo PCT, torej preboleli, cepljeni in pa testirani. In seveda nismo pregledovali potrdil, zaupali smo, to niti nimamo pravice pregledovati, preverjati ta potrdila. Ampak ljudje so prišli, zasedli stole in so uživali. Seveda so pa bili najbolj nejevoljni tisti, ki so ostali izven tega in so sloneli zgolj na ograjah tega prireditvenega prostora. Ampak na koncu so bile prireditve zelo, zelo dobre, dogodki so izveneli v bistvu fantastično. Tudi izvajalci so rekli, da če ni bilo ravno pred odrom množice, da so začutili energijo, ta feedback iz publike in je res bilo dobro, ampak pač te posebnosti so in tega se moramo držati, dokler so. Seveda pa upamo, da bo to vse kmalu, da bodo to seveda prekinili s temi navodili in s temi ukrepi. Kaj pričakujete glede letošnjega poletja? Ja, predvsem, da bo se poletje premaknilo tja v jesen in se ne bo spet vse zaprlo, da bomo lahko delali tako poleti, vse dogodke, da bomo lahko izvedli vse dogodke, ki jih načrtujemo, in pa da bomo potem v jesen lahko začeli spet v gledališču Park z našimi abonmaji, tako z gledališkimi, glasbenimi, kakor tudi z vsemi ostalimi predstavami za najmlajše, pa za izven, tako da predvsem to pričakujemo. Veliko sodelujete z Mursko-Soboško občino pri izvajanju različnih dogodkov. Kako bo recimo z letošnjim soboškim poletjem? No, najprej bi še povabila ljudi na nekaj dogodkov, ki so danes na sporedu oziroma še v okviru Soboških dnevov. Soboški dnevi letos potekajo nekoliko drugače, kakor prejšnja leta, kakor tradicionalno, ko smo to delali v Soboškem parku. Namreč glede na vse ukrepe in pa glede na vse omejitve,
ki so potrebne oziroma katere veljajo, smo se odločili, da bomo delali na več lokacijah, manjše dogodke, tam, kjer je pač to obvladljivo. Pri tem pa smo ugotovili, da imamo izvrstno lokacijo, novo lokacijo, to je Slovenska ulica, kjer nastopajo oziroma kjer se ljudje pač temu primerno tudi obnašajo, zelo prijeten prostor je, tako se tudi počutijo ljudje. Potem izvajalci so bili navdušeni nad prostorom, ker je tudi izvrstni zvok, izvrstna akustika v tem prostoru. Tako da prepričana sem, da tudi če ne bodo to Soboški dnevi v bodoče tukaj, da bomo še delali kakšne dogodke na tem prostoru. Drugače pa vse dogodke, ki jih pripravljamo, sodelujemo, pri vseh dogodkih sodelujemo z Mestno občino Murska Sobota, ki je v bistvu financer teh dogodkov. No, vprašali ste me za Soboško poletje. Soboško poletje že imamo pripravljeno ves program. Knjižica bo šla vsa gospodinjstva v Mestni občini Murska Sobota. Vsi ostali pa to programsko zgibanko lahko dobijo v našem Ticu v mestu, torej na Slovenski ulici spet, in si lahko program pogledajo. Jaz bi pa samo preletela ta program. To je Soboško poletje, ki se dogaja na Trgu kulture, to so petkovi glasbeni večeri. Nastopili pa bodo Romano Glauso, Rudolf Gass in The Family. Glasbena mladina Slovenije bo imela tudi letos mednarodni glasbeni tabor in bodo imeli koncerte na Grajskem dvorišču in pa v glasbeni šoli Murska Sobota. Potem 16. julija, ko Mestna občina Murska Sobota praznuje svoj praznik, bo nastopila na Trgu kulture Marko Banda, pa za mlajšo populacijo letos Joker Out na tem istem prireditvenem prostoru. Potem Dinamitke iz muzikla Mamma Mia, ki zdaj zelo pogosto koncertirajo po celi Sloveniji, pa skupina Tanks, rock skupina, pa Flat Hats in pa na koncu Klapa Šufit. Torej, probali smo sestaviti ta program, tako kot vsa leta prej, da zelo raznoliko, se pravi tako za raznoliko starostno, raznoliko populacijo, kakor tudi za zelo različne okuse. In upam, da nam je to tudi s programom uspelo. Ob sobotah dopoldne spet program za otroke, to bodo predvsem lutkovno-gledališke predstave. Potem se pa ob sobotah zvečer selimo na Skrito dvorišče in naj navedem nekaj izvajalcev oziroma izvajalce. To je MD Project, gre za obletnico Miles Davisa, potem Eva Hren, pa Zizi kvartet, Blues Experience, Unbought, Free Kind, Džezva, Teo Colori in Momento Cigano. Tako da tudi tu smo, čeprav v nekih okvirjih džeza, bluza, funka, smo pripravili zelo raznolik program. Na Skritem dvorišču bo potem, kot zdaj že nekaj let, tudi dvakrat knjižnica Pod zvezdami, in sicer Beletrinini trubadurji s Ferijem Lanščkom in Alenko Godec in pa Dnevi poezije in vina z Nuško Drašček. Torej, to je letošnje poletje, ves julij in avgust, tako kot vedno julija ob 21. uri in potem avgusta ob 20. uri, ko je že pač dan krajši. No, prej sem pozabila omeniti, Soboški dnevi se seveda ne končajo s temi manjšimi prizorišči v centru mesta, ampak se selimo potem avgusta, konec julija pa avgusta na prizorišče pri Expanu, kjer se bodo zvrstili koncerti v okviru Restart Turja. To so
Pankrtin, Hladno pivo, pa Jan Plestenjak, Nina Pušlar, Nika Zorjan, Luka Basi, Senidah in Relja Popovič, pa Pop Design in Gugu, Saša Avsenik in Polkaholiki, Toni Cetinski in Elvis Jackson. Tudi tu, torej, spet naš cilj, da vsak najde kaj zase. Za različne dogodke, ki se izvajajo v Expanu, pa si morajo obiskovalci gotovo prej zagotoviti vstopnico. Ja, na vse te prireditve, na vse te koncerte, ki sem jih navedla, bo seveda vstopnina in treba si je zagotoviti vstopnice preko Eventima, se že prodajajo, tako da vabljeni, da si zagotovite seveda vstop, ker tudi tam bo omejeno število obiskovalcev. Koliko so te same omejitve števila obiskovalcev vplivale na nejevoljo pri obiskovalcih in izvajalcih? Kar se tiče tega prostora, kar je bilo zdaj omejeno na Soboških dnevih, v bistvu omejitve pri sedežih niso take, zato ker nobene omejitve ni števila, pač omejitev je le število stolov, ki jih imaš na razpolago in ki jih daš na prireditveni prostor. Drugače pa v bistvu ni omejitev, oziroma izven tega prostora pa je omejitev na 10 kvadratnih metrov en obiskovalec. Tako tam, kjer so stojišča, lahko pride na prireditveni prostor le en obiskovalec na 10 kvadratnih metrov. Pri Soboških dnevih bi še izpostavila današnji in potem program jutri in pojutrišnjem, torej Deklica z vžigalicami, nova opera naše pomurske skladateljice Tine Mavko, to je noviteta na slovenski sceni. Je še čas, da si obiskovalci oziroma obiskovalke ogledajo opero Deklica z vžigalicami? Ja, seveda, danes ob 19. uri bo, tako da tisti, ki so v Murski Soboti, še lahko pohitijo. Vstopnice so brezplačne in jih delimo pri blagajni gledališča Park. Vabljen je res neka noviteta na našem prostoru slovenskem in predvsem to, da je Tina Mavko, naša pomurska skladateljica, naredila to opero, izvajalci so pa izjemni, zelo znani operni pevci in mislim, da bo tudi zelo velik uspeh je že doživela, ker je bila premiera, mislim, da 23. pred nekaj dnevi v Ljubljani. Potem pa zvečer ob 21. na Trgu kulture spet stand-up. Včeraj nas je zabaval Tadej Toš, danes bosta pa to Perica Jerkovič in pa Aleš Novak pod režijsko taktirko Uroša Kuzmana. Naslov pa je Slovenec in pol. V sredo, torej jutri in v četrtek pa bo do koncerti klasične glasbe spet v Evangeličanski cerkvi. Sicer pa ste tudi eni izmed prvih v Sloveniji, ki se ukvarjate s kulinaričnim turizmom. V Murski Soboti že nekaj časa prirejate festival ulične kulinarike Sočna vilica. Je bilo letos kaj drugače pri tem? Letos seveda smo se potrudili, vsakih 14 dni bomo priredili Sočno vilico, za razliko od prejšnjih let, ko nekako julija in avgusta, ko je res bila peklenska vročina, tega nismo izvajali. Zdaj smo se pa odločili na to prenovljeno slovensko ulico vsak drugi petek postaviti Sočno vilico, torej ta naš festival kulinarični. In noviteta je pa ta, da je na vsaki Sočni vilici tudi glasba v živo. Zelo spet različna glasba, ampak ljudje so to zelo dobro sprejeli in upam, da bo tudi v bodoče lahko tako. Kako bo pa z dogajanjem septembra, jeseni, po koncu poletja? A že imate kaj v načrtih?
Seveda, ves čas pripravljamo program že za jesen, ker je treba dogovoriti predstave in koncerte že do decembra, oziroma v primeru abonmajev mora biti dogovorjen celoten abonma, torej 6 predstav ali 5 koncertov v glasbenem abonmaju. In vse to dogovarjamo in ves čas upamo, da bomo pa tokrat lahko izvedli, ker ga v minulem letu žal nismo mogli nobenega od abonmajev izvesti. No, bi ob koncu še povedali kaj našim gledalkam in gledalcem? Ja, jaz bi vse gledalke in gledalce povabila, udeležite se naših dogodkov, ker le tako ima smisel, da jih pripravljamo. Vabljeni. Gospa Perhavec, najlepša hvala za povedano. Hvala tudi vam za povabilo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, to je tudi vse, kar smo imeli danes za vas pripravljeno v oddaji Soboški ekran. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnjič.